Obstaja veliko nerazrešenih znanstvenih in zgodovinskih skrivnosti, ki bi lahko spremenile naš način razumevanja delovanja sveta. Nekatere bi lahko celo porušile naše razumevanje življenja ali same resničnosti. Ho Hoven Don je živel mirno življenje s svojo družino v zaselku Tre Cam v vietnamski provinciji Quang Nai v okrožju Thai Tra. Ko je vietnamska vojna zajela državo, se je Don boril skupaj z vojsko. Vojna se je začela leta 1954, konflikt, o katerem sta komunistična vlada Vietnama in Vietcong stala nasproti Združenim državam Amerike. To je bil izraz hladne vojne med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo. 3 leta pred koncem vojne bi bila Donova vas v Thai Traju uničena. Vojska Združenih držav Amerike je leta 1972 prišla v regijo z orožjem za množično uničevanje. Don pa je uspel pobegniti tragediji in je s sinom zbežal v bližnjo džunglo, saj je mislil, da njegova družina ni več živa. Moški je tekel globoko v rastlinje, bežeč v njegovo osrčje, kjer njega in njegovega sina Langa nikoli ne bi odkrili. Naslednja 3 leta sta si zgradila hišo na drevesu in živela nemoteno v džungli. Ko se je vojna končno končala, sta Don in njegov sin ostala previdna. Ker nista imela stika s preostalim svetom, nista vedela, da se je konflikt končal. Imela sta vtis, da še vedno vlada kaos in sta bila preveč prestrašena, da bi prišla na plano. Oče in sin nista vedela, da so družinski člani preživeli konflikt in jo zadnjih 41 let iskali. Leta 2023 so se gozdarji srečali z moškima, ki sta živela v hiši na drevesu in obvestili lokalne oblasti. Neto je Donov drugi sin, izvedel za to in jih šel iskat. Končno jih je našel. Len je prepoznal svojega brata in ga takoj sprejel, medtem ko Don, ki je bil skeptičen, ni mogel verjeti, da je to mogoče. S časoma pa je bil prepričan, da je vietnamska vojna res končana in da se lahko vrnejo v sodobno civilizacijo. Z oklevanjem sta se oba pojavila. Iz džungle ju je pregnalo Donovo slabšanje zdravja. Ko sta se ponovno vključila v družbo in se srečala z živečimi družinskimi člani, je bil Lang star 42 let, njegov oče pa v zgodnjih 80-ih. Svet je imel nove zvoke, nove rutine in malo konfliktov. Sodobno življenje je bilo povsem drugačno od divjine, na katero sta bila vajena. Zgodba Dona in Langa je bila zgodba o preživetju in predanosti, ter je služila kot dokaz vztrajnosti. Tri nikoli ni prenehal iskati svojega očeta in dolgo izgubljenega brata, upanje, ki se mu je obrestovalo na najboljši možni način. Večina ljudi je v vsakdanjem življenju že prišla v stik z virusi, bodisi prek navadnega prehlada ali resnejše bolezni, ali celo na listih rastlin. Toda razumeti, kaj točno so, je veliko težje. Viruse označiti za življenjske oblike je v nasprotju s strogo definicijo življenja, vendar imajo ti majhni patogeni veliko lastnosti, ki so potrebne za izpolnitev te definicije. Ena največjih vprašanj, ko gre za viruse, je, od kod pravzaprav prihajajo. Odgovor na to nam lahko pomaga bolje razumeti, kaj pravzaprav življenje je. Virusi so v bistvu verige genetskega materiala, obdane z beljakovinsko ovojnico. Sčasoma se razvijajo in razmnožujejo, vendar pa ne izvajajo presnovnih procesov. Ne jedo, se ne razmnožujejo in ne proizvajajo odpadkov. Prav tako se ne morejo razmnoževati zunaj gostiteljskega telesa. So znotrajcelični paraziti, ki so za preživetje odvisni od drugih živih bitij. Na žalost, to znanstvenikom ne pomaga nujno ugotoviti, od kod so prišli. Obstajajo 3 glavne teorije o izvoru virusov. Prva je progresivna hipoteza oziroma hipoteza pobega. Ta predpostavlja, da so bili virusi nekoč del bolj zapletenih živih bitij. Številna zapletena živa bitja, vključno z ljudmi, imajo genske elemente, ki se lahko premikajo znotraj genoma. Teorija predlaga, da so se virusi začeli kot eden od teh genskih elementov. Uspelo jim je pridobiti sposobnost, da zapustijo eno celico in vstopijo v drugo. Druga je reduktivna hipoteza. Virusi so bili morda nekoč bližje pravim živim bitjem, kot so danes. Lahko bi bili prosto živeči in neodvisni, vendar so razvili simbiotski odnos z drugo obliko življenja. S časoma je ta odnos postal vse bolj parazitski. Virus je izgubil gene, vključno s tistimi, ki so mu omogočali samostojno življenje, in se počasi preoblikoval v to, kar danes poznamo kot viruse.
Možno pa je tudi, da virusi sploh ne izvirajo iz življenja. Hipoteza, da so bili virusi prvi, predlaga, da so se virusi razvili pred tem, kar poznamo kot življenje, ali pa vsaj zelo blizu samega nastanka življenja. Virusi so neverjetno preprosti in morda so bile prve entitete, ki so se razmnoževale, ki so se razvili. S časoma so nekateri postali bolj zapleteni in razvili encime, potrebne za tvorbo celičnih sten. S časoma so se nekateri morda razvili v pravo življenje, ali pa so vsaj pomagali pri njegovem razvoju. Obstajajo dokazi za vse tri hipoteze. Virusi okužijo vse vrste življenja in težko je verjeti, da bi virus, ki je nastal kot okužba pri živalih, lahko evoluiral v nekaj, kar je sposobno okužiti rastline. Verjetneje je, da so virusi nastali, preden se je življenje razdelilo na ta ločena kraljestva in da so se različni virusi razvijali skupaj s svojimi gostitelji. To bi nakazovalo na hipotezo, da so virusi nastali prvi. Toda zdi se, da se nekateri virusi zelo natančno ujemajo s tem, kar teoretizira ta progresivna in reduktivna hipoteza. Nekateri znanstveniki verjamejo, da so se virusi razvili večkrat skozi zgodnjo zgodovino življenja. Nekateri so morda obstajali že pred samim življenjem, medtem ko so drugi nastali znotraj celic zgodnjih oblik življenja. Nova raziskovanja virusov nenehno spreminjajo pogled znanstvenikov na te mikroskopske organizme. Skupine in klasifikacije se spreminjajo. Virusi, za katere so nekoč mislili, da so si zelo sorodni, pa izvirajo iz povsem različnih vej. Nekega dne bodo ta raziskovanja morda pomagala odgovoriti na skrivnost izvora virusov. Vendar je prav tako mogoče, da se bodo pojavile nove teorije, ko bomo izvedeli več o teh nenavadnih organizmih. 25-letna Savannah Janae Speaker je opisana kot oseba z rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 158 cm in je tehtala 54 kg. V ozadju Savane ni znano veliko drugega, razen izjave njene matere, da potrebuje stalna zdravila zaradi nedoločenih težav z duševnim zdravjem. Čeprav ni nenavadno, da odrasla ženska nekaj dni ne govori s svojimi starši, je bil ta primer drugačen. Prebivalka Midlanda v Michiganu je bila v stalnem stiku s svojo materjo. Po besedah njenih staršev, Savannah že nekaj dni ni prišla na delo in ni stopila v stik z družino ali prijatelji, kar je vzbujalo skrb. Na družbenih omrežjih je bil objavljen video, ki ga je posnela njena mati, v katerem je pojasnila, da je oče v tem času njen zakoniti skrbnik in da morda potrebuje zdravniško oskrbo. Takrat nihče ni vedel, s kom bi lahko bila pogrešana ženska ali kam je nameravala iti. Povedala je tudi, da bi se pogrešana ženska leto in pol pred tem dogodkom izgubila in odtavala globoko v puščavo, če ne bi imeli njene lokacije. Zaskrbljujoče je, da je bila lokacija njenega mobilnega telefona že izklopljena, ali pa je zmanjkalo baterije, ko je bila družina obveščena o izginotju. Savannah naj bi doživljala epizode povezane z njenim duševnim stanjem in so jo v teh trenutkih opisovali kot ranljivo. Nazadnje so jo videli 29. maja 2025 v Midlandu, ko je vozila svoj črni Chevy Impala letnik 2009. Domnevno je prijatelju povedala, da želi obiskati Severno Karolino, tik preden je izginila. Primer je pritegnil pozornost organizacije Aware Foundation of Virginia, ki je ustvarila plakat pogrešane osebe v upanju, da jo bo kdo prepoznal. Po prošnji za pomoč na TikToku bi poročali o opažanju Savannah. Klicatelj je trdil, da je 4. junija videl pogrešano žensko, kako vozi svoj Impala po Novi Mehiki. Drugo opažanje je nakazovalo, da je bila 5. junija v Arkansasu, več dni potem, ko je izgubila stik z bližnjimi. Toda ta opažanja so služila kot iskra upanja in so na koncu odigrala ključno vlogo pri razreševanju skrivnosti. 6 dni po tem zadnjem prijavljenem opažanju je prišlo do nepričakovanega razkritja. Savannah Jean Speaker je bila najdena nepoškodovana in na varnem. Po odkritju 11. junija niso bile podane nobene dodatne informacije. Družina, ki je presrečna zaradi varne vrnitve svojega ljubljenega sorodnika, prosi za zasebnost, medtem ko sprejemajo naslednje korake po tej zaskrbljujoči izginitvi. Nekateri najbolj skrivnostni objekti v vesolju so tisti, ki se nahajajo na meji med eno in drugo klasifikacijo. Odkritje teh objektov lahko spremeni naše razumevanje nebesnih teles in tega, kako stvari, ki sestavljajo vesolje, dejansko delujejo. Leta 2006 so znanstveniki na Univerzi v Montrealu odkrili en tak objekt.
Šele desetletje kasneje je kdo sploh spoznal, kako nenavaden je bil pravzaprav objekt, ki so ga našli. Sprva so znanstveniki verjeli, da je tisto, kar so poimenovali SIMP-J 013656.5 plus 093347 rjava pritlikavka. Rjave pritlikavke so objekti, ki so večji od planetov, vendar niso dovolj veliki, da bi postali zvezde. Prav tako jih imenujejo neuspele zvezde. Nekatere rjave pritlikavke imajo celo planete, ki krožijo okoli njih, vendar nimajo dovolj snovi, da bi vzdrževale jedrsko fuzijo, proces, zaradi katerega zvezde svetijo. Običajno so med 13 in 18 krat bolj masivne od Jupitra in lahko dajo svetlobo ali toploto, zaradi česar se opazovalcem na Zemlji zdijo magenta barve. Do zdaj so v sami rimski cesti odkrili več kot 3000 rjavih pritlikavk. Tako ni bilo ničesar pri tem novem objektu, kar bi ga označevalo kot posebej nenavadnega. Toda, ko so si znanstveniki ogledali objekt pobliže, so opazili, da to ni bila tipična rjava pritlikavka. Objekt ima le 12 vejica 7 Jupitrovih mas, kar je tik pod mejo, ki jo znanstveniki štejejo za ločnico za rjave pritlikavke. To bi pomenilo, da gre za izjemno velik planet, ki ne kroži okoli nobene zvezde. SIMP 0136 je potepuški planet, kar pomeni, da nima matične zvezde. Namesto tega kroži okoli središča galaksije, rimska cesta. Nahaja se razmeroma blizu Zemlje, le 19,9 svetlobnih let stran, kar omogoča blažje raziskovanje. Do zdaj so znanstveniki odkrili nekaj fascinantnih značilnosti tega objekta. Pri opazovanjih skozi daljša obdobja so astronomi zaznali spremembe v svetlosti. Sprva so mislili, da gre preprosto za oblake, vendar je podrobnejša analiza pokazala, da mora biti več kot to. Znanstveniki zdaj verjamejo, da opazujejo dve plasti teh oblakov, vključno z eno neenakomerno plastjo bliže površju Zemlje in eno plastjo veliko višje, sestavljeno iz silikatnih materialov. Nad samimi oblaki so našli tudi vroče točke. Zdi se, da ima objekt ogljikov sistem, vendar je eden najbolj fascinantnih elementov polarni sij tega objekta. Znanstvenikom je prvič uspelo izmeriti magnetno polje objekta planetarne mase zunaj našega Osončja. Ugotovili so, da ima objekt magnetno polje, ki je 200-krat močnejše od tistega, ki ga ustvarja Jupiter. Kako mu uspe ustvariti tako močno magnetno polje, je le ena od skrivnosti tega objekta. Znanstveniki so v atmosferi planeta zaznali tudi polarni sij. Na Zemlji in drugih planetih v našem Osončju so polarni sijevi posledica interakcije sončnega vetra in magnetnega polja planeta. Glede na močno magnetno polje, SIMP 0136 se morda ne zdi presenetljivo, da ima bleščeče polarne sijede. Toda vprašanje je, kaj natančno vpliva na to polje. Nima matične zvezde, zato sončni veter tega ne more povzročati. Ena teorija je, da ima planet ali luno, ki kroži okoli njega in povzroča to motnjo. To vidimo tudi v našem Osončju pri Jupitru, vendar je to prvi objekt, ki so ga znanstveniki našli na meji med neuspešno zvezdo in orjaškim planetom. Boljše razumevanje, kako deluje SIMP 0136, nam lahko ponudi nove vpoglede v to, kakšna je pravzaprav razlika med tema dvema razredoma. Astronomi upajo tudi, da nam bo boljše razumevanje magnetnega polja tega objekta pomagalo odkriti druge oddaljene objekte, ki ustvarjajo takšno polje. Prebivalka Brooklyn Parka v Minnesoti, Jean Mary Benna, je bila leta 2025 stara 65 let. O njenem osebnem življenju ni znanega veliko, razen ene značilnosti, ki je njen primer naredila še bolj nujen. Jean trpi za nedoločenimi duševnimi težavami, zaradi katerih potrebuje zdravila. Brez njih bi lahko bila v veliki nevarnosti, pomanjkanje potrebnih zdravil pa lahko vpliva na njene sposobnosti odločanja. Janina družina z njo ni imela stikov daljše obdobje. Nazadnje so bili v stiku z njo 23. decembra 2024. Ko so družinski člani izvedeli, da v začetku leta 2025 že več dni niso videli, so takoj postali zaskrbljeni. Ker so poznali njeno zdravstveno stanje, jih je skrbelo, da je brez potrebne medicinske oskrbe. Njeni bližnji so hitro prijavili njeno izginotje, jo opisali kot ogroženo in povedali, da je njena najdba ključnega pomena. Kmalu so ugotovili, da so Jean nazadnje videli, ko je 15. januarja 2025 čakala na avtobusni postaji blizu Zane Avenue North in Oak Grove Parkway.
Zdelo se je, da čaka na vstop v vozilo javnega prevoza, pri sebi pa je imela 2 veliki torbi. Po besedah priče je imela ena od torb rdečo podlogo. Ob 16:30 tistega dne so jo videli, kako je vstopila na avtobus, oblečena v dolg siv plašč, siv šal, klobuk in škornje. Ugotovljeno je bilo, da Jean dejansko ni imela svojih zdravil s seboj, ko je izginila, zaradi česar je bilo treba njen primer obravnavati z največjo nujnostjo. Medtem ko je potekala preiskava njenega izginotja, so se družinski člani obrnili na druge vire in začeli primer objavljati na družbenih omrežjih, da bi razširili čim več ozaveščenosti in ohranjali njeno podobo pred očmi javnosti. Jacob Wetterling Resource Center je na svoji Facebook strani objavil letak o pogrešani osebi za Jean skupaj z opisom ženske. Objava je prinesla dodatna opažanja nje, vključno z enim, ki ga je zabeležila kamera hišnega zvonca Ring. Druga poročila so nakazovala, da je bila Jean v Rochesteru nekje februarja in da bi poskušala priti v Iowa. Julia so potrdili, da so jo opazili v neimenovanem zavetišču v Queensu v New Yorku. Minnesotski urad za kriminalistično preiskavo je izdal opozorilo zaradi skrbi za Jeanino dobrobit. Naslednjih nekaj mesecev so se skrbi še naprej stopnjevale, saj ni bilo novih opažanj ali namigov, ki bi vodili do izginule ženske. Glede na pomanjkanje informacij je bilo presenetljivo, da je BCA umaknil izdano opozorilo in potrdil, da Jean ni več pogrešana oseba. 19. septembra 2025 so se pojavile novice, da so jo našli živo in zdravo in da je v stiku z organi pregona. Na ta dan so jo našli pri mejni patrulji v Champlinu v New Yorku. Jean še vedno ni stopila v stik s svojo družino, kar ni nič nenavadnega, saj se z njimi ni pogovarjala že nekaj časa pred svojim izginotjem. Čeprav niso slišali nič o njej, Jeanin status v sistemu kaže, da je na varnem. Opozorila so bila preklicana in Jean je bila odstranjena s seznama pogrešanih oseb v nevarnosti. Med letoma 1949 in 1958 je palomarska raziskava neba posnela skoraj 2000 fotografskih plošč nočnega neba. To je bila prva večja astronomska raziskava te vrste in ponuja edinstven vpogled v to, kako je nebo izgledalo na pragu vesoljske dobe. Skoraj 60 let kasneje so znanstveniki, ki so iskali anomalije v podatkih, opazili nekaj nenavadnega, kar še vedno ni pojasnjeno. Projekt izginjajočih in pojavljajočih se virov med stoletjem opazovanja je mednarodni znanstveni podvig. Projekt primerja zgodovinske podatke s sodobnimi fotografijami neba in išče primere objektov, ki se zdi, da izginejo ali se pojavijo brez kakršnihkoli opozoril. Ti objekti bi lahko bili znaki astronomskih pojavov, kot so orjaške zvezde, ki se sesedejo v črne luknje, ali pa bolj vsakdanji objekti, kot so kometi. Vasco je analiziral podatke iz številnih pregledov neba, vključno z misijo Palomar. Kar naredi podatke iz Palomarja tako zanimive, je to, da izvirajo iz časa, preden so ljudje sploh kaj poslali v atmosfero. Veliko prehodnih objektov, ki jih vidimo na kasnejših fotografijah, so morda sateliti ali vesoljske smeti, ki so jih ljudje poslali v orbito. Toda večina fotografskih plošč iz Palomarja je bila posneta pred oktobrom 1957 in izstrelitvijo Sputnika. Prehodni pojavi na teh fotografijah so še posebej zanimivi, ker vemo, da zagotovo niso zemeljskega izvora. Vasco je našel na stotine prehodnih pojavov na fotografskih ploščah iz nekaj več kot 2000 dni. Prehodni pojavi izgledajo kot zvezde, ostre in svetle, brez kakršnekoli zamegljenosti. Pojavijo se na eni fotografiji, vendar jih mi na posnetkih narejenih tik pred ali po tem. Skrivnostne zvezde danes prav tako manjkajo na nebu. Znanstveniki, ki so analizirali podatke, so bili zmedeni glede tega, kaj bi lahko bili ti skrivnostni objekti. Palomarjeva raziskava je posnela fotografije z osvetlitvijo približno 50 minut. Predmeti bi morali biti v tem času nepremični na nebu, da bi ostali tako jasni, kot so na slikah. To je izključilo predmete, kot so kometi, izbruhi damažarkov ali drobci asteroidov. Znanstvenikom je uspelo izključiti tudi učinek gravitacijske leče. Leta 2025 je bil objavljen članek, ki je opozoril na nenavadno korelacijo. Skrivnostne prehodne pojave so zaznali približno 45% pogosteje v dneh znotraj 24 ur od preizkusa jedrskega orožja.
Avtorji študije so preučili jedrske preizkuse, ki so jih izvedle ZDA, Sovjetska zveza in Velika Britanija, ter primerjali prehodne pojave, zabeležene na te datume, z drugimi prehodnimi pojavi. Ne samo, da je bilo v času preizkusov veliko več prehodnih pojavov, večina jih je bila opaženih v 24 urah po preizkusu. To je nakazovalo na eno od dveh možnosti. Prva možnost je bila, da je bilo nekaj v sami naravi preizkusov, kar je povzročilo skrivnostne svetlobne pike. Malo verjetno je bilo, da bi sama radiacija povzročala prehodne pojave. Radiacija je običajno povzročila bolj razpršeno anomalijo. Avtorji študije so prav tako izključili možnost, da bi šlo za delce v hiši orožja. Morali bi biti zelo visoko v orbiti, da bi na fotografijah izgledali nepremično in obstajati skoraj 24 ur, da bi se pojavili na nekaterih slikah. Druga možnost je, da se je zdelo, da so jedrski testi pritegnili nekaj. Avtorji so domnevali, da bi lahko bili prehodni pojavi povezani z NLP-ji, ki so jih opazili okoli jedrskih testnih območij. Študija je tudi ugotovila, da se je povečanje prehodnih pojavov ujemalo s povečanjem opažanj NLP-jev. Nažalost, ti podatki morda niso najbolj zanesljivi, poleg tega pa niso upoštevali NLP-jev, opaženih na dneve brez prehodnih pojavov. Veliko znanstvenikov je do teh zaključkov skeptičnih. Bolj prizemljena možnost je, da so ti prehodni pojavi dejansko napake na samih fotografskih ploščah. Brez preučevanja dejanskih fizičnih plošč te možnosti ne moremo izključiti. Andraž Toma se je rodil decembra 1925 v vzhodni Madžarski in kasneje delal kot vajenec pri kovaču. Oktobra 1944, v času grozeče nevarnosti druge svetovne vojne, je bil takrat 19-letni Toma vpoklican v kraljevo madžarsko vojsko, kjer je služil v artilerijskem polku. Prav to leto se je njegovo življenje dramatično obrnilo. Njegova družina pa je ostala v negotovosti, kaj se mu je zgodilo. Sovjetska vojska je ujela mladega vojaka in ga takoj odpeljala v taborišče za vojne ujetnike, skupaj z več 100 drugimi. Taborišče je bilo le nekaj kilometrov oddaljeno od Sankt Peterburga, ki se je takrat imenoval Leningrad. Šele 2 leti po koncu vojne so taborišče končno zaprli. Ujetnike, ki so jih tam zadrževali, pa so razporedili po državi, le peščica pa se jih je lahko vrnila domov. Žal to za Tomov ne bi veljalo. Zaradi stresa, ki ga je doživel v taborišču, so ga predali psihiatrični ustanovi v Kotelniču v Rusiji. Tukaj so mu postavili diagnozo s starinskim izrazom psihonevroza, ki ga danes uporabljajo le še freudovski psihoanalitiki. Takrat so ga uporabljali za opis anksioznih motenj, še posebej stanj, kjer je prisotno potlačevanje simptomov. Simptomi so vključevali pretirano živahne kolenske reflekse in dermatografijo. Ker so mu postavili to diagnozo in zaradi njegove nezmožnosti govoriti rusko, je moral Toma ostati v ustanovi, sicer bi se izgubil madžarskim oblastem, ki so iskale pogrešane žrtve vojne. Bolnišnica prav tako ni vodila ustreznih evidenc o svojih pacientih. Na primer, Toma je bil opisan kot Andraž Tomas. Več kot pol stoletja je bil pogrešani vojak pozabljen v bolnišnici in ko so ga našli, je bil že starejši in imel le nejasne spomine na svoje prejšnje življenje. Leta 1997 je slovaški zdravnik obiskal ustanovo in odkril, da je med vsemi pacienti, ki so govorili rusko, le eden govoril drug jezik. Prepoznal je, da Tomas govori madžarsko in načrtoval, da ga vrnejo v njegovo državo. 11. avgusta 2000 so madžarske oblasti prepeljale moškega v državo in začele dolgotrajen postopek njegove identifikacije. Več kot 80 družin se je javilo in trdilo, da je Tomas njihov pogrešani sorodnik, vendar ni bilo nobenih zapisov, ki bi lahko potrdili njihove trditve. Oblasti so se zanašale izključno na Tomasove zadnje spomine, ki so bili ravno dovolj, da so jih usmerili v pravo smer. V ganljivem trenutku je bil vojni ujetnik, ki je bil pogrešan 50 letij, takoj prepoznan strani svoje družine. Po vsem tem času je bil doma in zdaj nosi naziv najdlje ujetega vojnega ujetnika v zgodovini. V zadnjih nekaj desetletjih se je Tomasova neizplačana vojaška plača nabirala, kar je ob njegovi vrnitvi prineslo zajeten znesek. Med letoma 2016 in 2018 so znanstveniki zaznali nenavadne radijske signale, ki so prihajali skozi led na Antarktiki. Skoraj desetletje kasneje še vedno niso mogli natančno povedati, kaj so zaznali.
Bolonski poskusi Anita so bili zasnovani za zaznavanje radijskih signalov, ki nastanejo, ko nevtrini reagirajo z ledom. Nevtrini so neverjetno majhni delci, najmanjši znani delci z maso. So tudi magnetno nevtralni in ne reagirajo z večino stvari, ko potujejo skozi vesolje. Po mnenju znanstvenikov, na milijarde nevtrinov vsak trenutek prehaja skozi nas, vendar ker so tako nevtralni, tega sploh ne opazimo. Obstajajo pa posebni nevtrini, ki reagirajo z ledom. Ti tau nevtrini oddajajo visokoenergijske radijske signale, ki jih znanstveniki lahko zaznajo. Med letoma 2016 in 2018 so znanstveniki uporabili balone, nameščene nad Antarktiko, da bi zaznali te radijske signale. Uspelo jim je določiti smer teh signalov, ki je nato pokazala, iz katere smeri bi prišel tau nevtrin. Znanstveniki so lahko sledili nevtrinu nazaj do njegovega izvora, ki je lahko celo na robu vidnega vesolja. Namesto tega pa so znanstveniki odkrili nekaj nenavadnega. Signali so kazali, da tau nevtrini prihajajo kar skozi samo Zemljo. Delec se je zdel, kot da prihaja izza obzorja in zadene led pod strmim kotom. To ne bi smelo biti mogoče. Ti nevtrini bi morali izgubiti energijo med potovanjem skozi kilometre kamnin, skozi katere so morali iti, zaradi česar jih Anita ne bi mogla zaznati. A očitno se to ni zgodilo. Sprva so znanstveniki domnevali, da bi to lahko bil nov tip nevtrina ali pa nevtrin, ki kaže neko vedenje, ki ga še nikoli niso opazili. Naše razumevanje fizike na najmanjših razsežnostih se nenehno spreminja in razvija. In to bi lahko bilo novo odkritje, ki bi odprlo nov svet za raziskovanje. A zdaj strokovnjaki menijo, da temu ni tako. Znanstveniki so pripravili nove poskuse, da bi poskušali zaznati enako vrsto delcev kot projekt Anita. Prav tako so primerjali podatke iz drugih poskusov in iskali kakršnekoli dokaze o delcu, ki se giblje navzgor. Vendar niso našli ničesar podobnega tistemu, kar so odkrili na Antarktiki. To je očitno izključilo nevtrine kot vir radijskih signalov, ki so jih zaznali v balonskih poskusih Anita. Nažalost, to znanstvenikom ni pomagalo natančno določiti, kaj je bilo zaznano. Ko se je projekt Anita začel, je bila teorija, da je njegova lokacija v najbolj odročnem delu sveta, kar bi pomagalo odpraviti motnje drugih signalov. Vendar je to morda bil pomemben dejavnik pri zaznavi anomalije. Ena od teorij o skrivnostnih radijskih signalih je, da jih je povzročil nek radijski propagacijski učinek, ki se pojavlja v bližini ledu in ob obzorju Antarktike. Po besedah znanstvenikov, ki skušajo razvozlati skrivnost, so analizirali različne radijske propagacijske učinke, vendar niso našli nobenega, ki bi ustrezal tistemu, kar so opazili na Antarktiki. Vendar je mogoče, da je šlo za učinek, ki ga še nikoli prej niso opazili. Druga teorija je predlagala, da ima to nekaj opraviti s temno snovjo. Po naših trenutnih modelih vesolja, temna snov predstavlja večino snovi v svetu. Ne oddaja svetlobe, niti z njo nikakor ne interagira, vendar jo je mogoče zaznati z opazovanjem gravitacijskih učinkov, ki jih ima na drugo snov. Znanstveniki temne snovi še ne razumejo popolnoma, vendar bi lahko imela nekakšen vpliv ali povezavo z nevtrini, ki še ni bila zaznana. Lahko pa gre tudi za povsem drugačno vrsto subatomskega delca, ki še nikoli ni bil zaznan. Nove raziskave bodo lahko zožile možne razlage te kozmološke skrivnosti. Sydney Marquez, prebivalka El Pasa, je svojo diplomo zelo cenila. Veliko svojega časa je posvetila pridobivanju diplome iz nevroznanosti na Univerzi Texas A&M, kar je izjemen dosežek pri samo 24 letih. Leta 2024 je Sydney prejela nepričakovano diagnozo. Domnevali so, da ima shizofrenijo, stanje, ki zahteva stalno jemanje zdravil. Mlada ženska je premagala oviro, ki je bila postavljena na pot in nadaljevala z življenjem na polno. 11. decembra 2025 se je nežna, rdečelasa Hispanka usedla v svoj avto in začela vožnjo iz El Pasa v Houston v Teksasu, kjer je nameravala obiskati prijatelje. Tistega večera so jo nazadnje videli na odseku Bel Air Boulevarda v Houstonu pri številki 9100. Varnostne kamere so jo prav tako ujele, ko je hodila v bližini hotela, kjer je bivala med obiskom prijateljev v tem območju. Na posnetku je videti, kako pogrešana ženska hodi čez parkirišče pred stavbo. Potem ni bilo več nobenih poročil, da bi jo še kdo videl. Več nenavadnih vidikov tega primera je zaskrbelo njene prijatelje in družino.
Za začetek je Sydney pustila avto prižgan na odseku Bel Aira pri številki 9100 in pustila svoj telefon v avtu, ko je odšla. Kolikor so lahko ugotovili preiskovalci, je kazalo, da se je nameravala vrniti v svoj hotel in glede na posnetke je bila le nekaj minut stran od tja, preden je skrivnostno izginila. Nenavadnost primera je še povečalo dejstvo, da je za seboj pustila več drugih predmetov. Njen iPad je bil še vedno v avtu, skupaj z njenim prstanom za maturo in oblačili. Organom pregona ni uspelo najti razlage, zakaj ni nikoli prispela v hotel, ki je bil oddaljen le 150 yardov. Drugi posnetki, ki so jih preiskovalci uspeli najti, so kazali, da je Sydney nadaljevala zahodno po Harwin Drive. Plakati o pogrešani osebi so bili nameščeni na tem območju, letaki pa so bili razdeljeni v El Pasu, ko je preiskava začela postajati bolj poglobljena. Med iskanjem še enega posnetka, tokrat s postajališča avtobusa ob South Kessler Road, so opazili pogrešano žensko. Celih 5 dni potem, ko so jo nazadnje videli, so na posnetku lahko videli Sydney, oblečeno v siv pulover s kapuco, sive hlače in teniske. Ker so verjeli, da bi lahko vstopila na metro avtobus, so policisti poskušali najti dodatne posnetke kamer, vendar je pomanjkanje delujočih naprav to iskanje zelo otežilo. Namesto tega so se morali organi pregona in družina zanašati na javne informacije in potrjene namige. Več vpletenih subjektov v preiskavi je preko medijev ozaveščalo javnost o primeru, da bi pritegnili čim več pozornosti na dogodek in zagotovili, da ni bilo vrzeli v poročanju. Družina je v tem težkem času prosila tudi za sočutje in zasebnost. Več tednov po izginotju ni bilo nobenih sledi ali dokazov, ki bi lahko pripomogli k napredku preiskave. Vendar pa je bil 2. januarja 2026 napovedan preboj, da so Sydney Marquez končno našli. Mlada ženska je bila na varnem in v Houstonu. Ob 12:58 tistega jutra so se policisti odzvali na prijavo o pogrešani osebi. To se je zgodilo potem, ko je klicatelj opazil žensko, ki je hodila ob cesti in je ustrezala opisu Sydneyja Marqueza. Našli so jo v odseku ulice pri hišnih številkah okoli 16.000 na ulici Seattle in identificirali preko letaka za pogrešane osebe. Mlado žensko so zdravniško pregledali in ugotovili, da ni poškodovana ter ne potrebuje zdravniške pomoči. Na lastno željo je bila Sydney izpuščena, s čimer je potrdila, da ne potrebuje zdravniške pomoči ali dodatne pomoči. Njena ljubljena sestra je delila novico in posodobila več objav na družbenih omrežjih. Preostali člani družine in policijska uprava bi potrdili razkritje. Nobenih dodatnih podrobnosti o srečnem odkritju Sydney niso objavili, kar še dodatno poudarja potrebo družine po zasebnosti. V tem trenutku je skupnost preprosto olajšana, da so Sydney našli živo in nepoškodovano. V 60. letih prejšnjega stoletja je letalska fotografija razkrila obrise dolgo izgubljene gradišča v Perthshireu na Škotskem. Šele pred kratkim so se na tem mestu začela arheološka dela. Arheologi niso odkrili le ostankov utrjenega naselja, ampak tudi skrivnosten tunel, ki ga še niso uspeli razložiti. Izkopavanja na trdnjavi Broxy Kennels Fort so se začela leta 2022. Na površju je večino dokazov o starodavnih zgradbah tukaj uničilo nedavno oranje. Tedaj tik pod površjem so arheologi našli dokaze, ki so jih popeljali nazaj v preteklost. Našli so dokaze o obzidjih, okroglih hišah in kovinskih izdelkih. Odkriti so bili mehovi, pa tudi odpadni material, ki je nastal pri obdelavi kovi. To je bila uspešna skupnost iz železne dobe, območje pa je bilo naseljeno med letoma 500 pršneštehem štotom in 1. stoletjem neštohštotom. Gradnja utrdbe se je začela okoli leta 550 pred Senštuta z izgradnjo nasipov in jarkov. Približno 150 let kasneje je potekala druga faza gradnje. Prav v tem času je bila zgrajena skrivnostna podzemna konstrukcija. Komoro so priljubljeni mediji opisovali kot tunel, vendar bi bilo natančneje, če bi jo opisali kot sotere. To je polpodzemna komora, narejena iz kamna. Najdemo jih po vsej Škotski in segajo v zadnjih nekaj stoletij pred našim štetjem, ter v prvi 2 stoletji našega štetja. Komore so imele različne namene, od shranjevanja hrane do skrivanja ljudi. Namen sotereja v Broxy Kennelu je trenutno skrivnost. Komora v trdnjavi je bila dolga 9 metrov, 4 metre široka in več kot meter globoka. Nahajala se je proti središču trdnjave, kar nakazuje, da je imela nekakšen pomen.
Vendar je malo verjetno, da so jo uporabljali vsakodnevno in intenzivno. Dostop in razporeditev prostora bi bila nepraktična za redno uporabo. Arheologi so temeljito pregledali sobo in našli nekaj zrn žitaric, vendar to ni bilo dovolj, da bi koga prepričalo, da je bil to zagotovo glavni namen tega prostora. Alternativne teorije so vključevale možnost, da je bil prostor uporabljen za verske ali duhovne obrede. Vendar na tem območju niso našli nobenih verskih artefaktov in ni bilo videti nobenih drugih dokazov, ki bi podprli to teorijo. Ta soba bi lahko bila uporabljena za skrivanje ljudi. Naselje na pobočju je bilo zgrajeno z utrdbami, domnevno za zaščito prebivalcev pred vsiljivci. Toda nič v sami sobi ni nakazovalo, da bi imela kakršnekoli obrambne značilnosti. Te so se morda preprosto izgubile skozi čas, vendar bi to veljalo za dokaze za katerokoli teorijo. Po mnenju arheologov je bil soteraj v uporabi le približno 100 let. Ogljikovo datiranje ostankov, najdenih v komori in drugih jarkih, je pokazalo, da so se zasuli z razrahljano zemljo iz razpadajočih nasipov približno leta 300 pred Nandeneštustu. Ne glede na namen tega majhnega skrivnostnega prostora, ni bil dolgo v uporabi. Tudi brez nasipov, jarkov in soteraje je trdnjava Broxy Kennel ostala naseljena še mnogo stoletij. Območje ni bilo več utrjeno, vendar so arheologi našli dokaze o nadaljnjem prebivanju, ki se je končalo v 1. stoletju. Zakaj pa? To je še ena skrivnost. To je bilo tik preden so Rimljani prispeli na to območje in možno je, da so se ljudje preselili nekam bolj zaščiteno ali pa preprosto izven poti napadalnih sil. Možno je tudi, da so kulturne spremembe pomenile, da življenje v teh naseljih na pobočjih ni bilo več zaželeno. Le nadaljne arheološke raziskave bodo lahko razrešile to skrivnost in razkrile več podrobnosti o tem izgubljenem delu zgodovine. O ozadju Lindy Ward, ženske, ki živi v Michiganu in je delala v Artvanu, ni veliko znanega. Linda je bila leta 2025 stara 44 let, ima 2 huskija, Benjija in Coco. Znano je tudi, da je vozila srebrnega Forda Escape letnik 2019 z registrsko tablico Michigana EQG 0213. Zadnji 2 značilnosti v njenem kratkem opisu bi bili prisotni tudi ob njenem izginotju 11. decembra 2025. Okoli 20:50 tistega večera so Lindo nazadnje videli, ko je zapuščala lokal z imenom Whiskey in the Jar Bar, oblečena v krem plašč iz pletenine in pisan šal, ki je bil nezamenljiv element. Bila je v družbi Benjija in Cocoja, po poročanju pa so jo videli, kako je z njima vstopila v svoj srebrni Ford Escape, preden se je odpeljala na neznano lokacijo. Menili so tednevi in družina je začela postajati zaskrbljena. Od Linde niso slišali že več dni. 14. decembra so njeno izginotje prijavili policijski postaji Hamtramck, ki je novico razširila. Namigovali so, da je v času izginotja živela v svojem vozilu. Ko so se opisi razširili po družbenih omrežjih in postali javno znani, so začeli prihajati namigi. Linden brat je za Fox 2 News povedal, da so psa njegove pogrešane sestre opazili, domnevno na območju East Grand Boulevard in Charlevoix v Detroitu. To informacijo je družina prijela 15. v mesecu, 4 dni potem, ko so žensko nazadnje videli. Benji in Coco so kasneje našli varna in nepoškodovana. Preiskava se je nadaljevala, vendar policija ni našla nobenih dokazov ani motiva za kaznivo dejanje. Lindina družina je njeno zgodbo širila po spletu prek različnih forumov, vključno s Facebookom in Instagramom, kjer so objavljali slike, opise, kontaktne številke za namige in vse nadaljne posodobitve. Primer pogrešane ženske bi bil označen kot primer ogrožene osebe. Še vedno pa ni bilo nobenih sledi, ki bi nakazovale njeno lokacijo. Čeprav še vedno niso imeli razloga sumiti, da se tukaj dogaja kaj zloveščega. Nato je, kot strela z jasnega, policijska uprava Hamtramck objavila posodobitev. Linda Ward je bila najdena 18. decembra ob 20:30 uri. Družina je bila obveščena in sporočeno je bilo, da sta ženska in njena 2 huskija na varnem. Zahvala je bila izrečena skupnosti, ki je med iskanjem nudila zelo potrebno pomoč. V primeru niso bili podani nobeni dodatni podatki, družina pa je prosila za zasebnost v prihodnje. Sluzavke so nenavadna skupina organizmov, ki jih najdemo v gozdovih po vsem svetu. Organizem ne spada v nobeno tradicionalno kraljestvo življenja in se zdi, da ruši naše razumevanje, kako kognitivno mišljenje dejansko deluje.
Kljub svojemu imenu in temu, kako nekatere oblike sluzavk izgledajo, v resnici niso vrsta glive. So enocelični organizmi, ki so bližje amebi kot katerikoli vrsti gob. Toda tudi njihova umestitev na drevo življenja je težavna. Obstaja veliko različnih vrst sluzastih plesni, ki segajo v dve glavni nadskupini. Nekatere so na drevesu življenja bližje rastlinam kot drugim oblikam sluzastih plesni. Klasifikacije so se skozi stoletja precej spreminjale in možno je, da se bodo njihovi položaji v prihodnosti še spremenili, ko bodo znanstveniki izvedeli več o teh nenavadnih organizmih. Ko večina ljudi pomisli na enocelične organizme, si predstavljajo majhna bitja, ki jih je mogoče videti le pod mikroskopom. Toda ena sama celica sluzaste plesni je lahko zelo velika. Dva ločena primerka iste vrste se lahko združita in tvorita eno večjo celico z več jedri. Možno je tudi, da se celica nato razdeli v dva ločena organizma. Sluzasta plesen morda izpodbija to, kar si navadi ljudje predstavljajo kot življenje. Bolj spominja na nekaj znanstveno-fantastičnega romana. Toda sluzasta plesen je v marsičem podobna tudi bolj tipičnim oblikam življenja. Sposobni so zaužiti hrano za energijo, tako kot katerakoli rastlina ali žival, in se lahko celo premikajo. Premikanje je počasno, vendar je pri nekaterih vrstah mogoče opaziti spremembo že po 1 uri. To gibanje je namerno, saj sluzasta plesen išče hrano ali boljše pogoje za preživetje. In tukaj so znanstveniki odkrili nekaj zanimivih lastnosti pri teh organizmih. Sluzasta plesen lahko najde pot skozi labirinte in se zdi, da ugotovi najhitrejše poti do hrane. Znanstveniki so ugotovili fizične mehanizme, ki to omogočajo. Sluzasta plesen uporablja razvejane cevi za raziskovanje okolja. Ko organizem najde hrano, se premer cevi bližje hrani poveča, medtem ko se izrastki, ki so bolj oddaljeni, skrčijo in včasih popolnoma izginejo. To na nek način shrani informacije o okolju, ki ostanejo prisotne tudi potem, ko hrana izgine. Ko je treba shraniti nove informacije, se te naložijo na stare informacije in tako nastane nekaj podobnega spominom. Sluzaste plesni nimajo le spomina, znanstveniki celo verjamejo, da jih je mogoče učiti. V enem poskusu so organizem postavili na en konec mostu, ki je bil prekrit s kavo. Sluzasta plesen se je izogibala grenkemu okusu kave, vendar kava organizmu dejansko ni škodovala. Na drugem koncu mostu je bila ovsena kaša, najljubša hrana sluzaste plesni. Sprva ni želela prečkati mostu in je poskušala to storiti, medtem ko se je še vedno izogibala kavi. S časoma je ugotovila, da ji kava pravzaprav ne škodi in na koncu je brez težav prečkala most. Ko pa se je soočila z novim dražljajem, ki ji ni bil všeč, sluzasta plesen ni hotela prečkati mostu. Naučila se je sprejeti kavo, ne pa tudi te nove snovi. Sluzaste plesni, ki so se naučile sprejeti kavo, so nato združili z neizurjenimi sluzastimi plesnimi. Nekako je uspelo prenesti to znanje naprej in tudi ko sta bili obe ponovno ločeni, je naučeno vedenje ostalo. To bi lahko nakazovalo, da je mogoče naučiti organizem brez možganov novih stvari. Kako točno se to zgodi na molekularni ravni, pa ostaja skrivnost. Znanstveniki prav tako ne vedo, kako je prišlo do prenosa naučenega vedenja. Nedavne raziskave sluzaste plesni še vedno potekajo, vendar za zdaj ostaja fascinantna tema. Podrobnosti o tem, kako se različne sluzaste plesni razlikujejo med seboj, kako se razvijajo in delujejo, so vprašanja, ki še vedno čakajo na odgovor. Zgodba Li Sensanga ni običajen primer pogrešane osebe. Ob svojem izginotju je bil Li ujet, izpuščen in začel povsem novo življenje, saj je verjel, da je njegovo staro življenje že zdavnaj minilo. Lijev primer se je začel leta 1950, ko se je začela Korejska vojna med Demokratično ljudsko republiko Korejo in Republiko Korejo. Spor je dosegel mednarodne razsežnosti junija tistega leta, ko je Severna Koreja o podpori Sovjetske zveze napadla jug. Lee Sun-seng, prebivalec Južne Koreje, je bil med tisoči moških, ki so jih poslali v bitko. Naslednja 3 leta je vojna divjala naprej, pri čemer je veliko vojakov na obeh straneh postalo ujetnikov svojih sovražnikov ali pa so izginili na druge načine. Bilo je leta 1953, le 2 dni pred podpisom premirja, ko je Lee postal ujetnik Severne Koreje in vojni ujetnik. Usoda, ki bi se ji lahko izognil v samo 2 dneh, če ga ne bi ujeli.
Kljub temu, da je bila vojna končana, je veliko tistih, ki so jih na obeh straneh držali kot ujetnike, ostalo v ujetništvu. Med vojni ujetniki Severne Koreje je bil tudi Lee, ki je bil prisiljen delati v neusmiljenih rudnikih premoga v Aođiju. 3 leta, kolikor je ostal v ujetništvu, je Lee počasi začel izgubljati upanje, da se bo kdaj vrnil domov in k svoji ženi. Domnevno so ga celo prepričali, da njegova ljubljena žena ni več živa. Po drugi strani je Kim Jun-hee prav tako verjela, da je njen mož doživel nesrečno usodo, vendar je upala, da se bo njen vojak, ki je bil pogrešan v boju, nekega dne vrnil. Naslednjih 5 desetletij njenega ljubljenega partnerja ni bilo v Južni Koreji. V tem obdobju so se pojavila razkritja o vojakih, ki so bili pogrešani, a so se vrnili domov in jih prepoznali njihovi družinski člani ter prijatelji. Kimovo upanje je s tem raslo, saj je verjel, da se bo nekega dne vrnil prav Lee. Leta 2004 se je to upanje obrestovalo. Tistega leta avgusta je Kim dvignil svoj telefon. Klic je prihajal nekje iz Severne Koreje in Kim je takoj pomislil, da jo morda nekdo poskuša ogoljufati za denar. V zadnjih nekaj letih je prejemala takšne klice, vendar je bilo tokrat drugače. Na drugi strani linije jo je glas globoko pretresel. Bil je glas enega dolgo izgubljenega moža. Lee je pojasnil, da je še vedno živ in da je mislil, da je že dolgo mrtva. Tisto leto je posrednik, tihotapec, ki prevaža ljudi v in iz Severne Koreje, stopil v stik z Leejem in mu povedal, da je njegova žena dejansko živa, ter da naj zaradi finančnih razlogov stopi v stik z njo. Lee pa ga denar ni zanimal. Želel si je nazaj svoje staro življenje, zato jo je poklical. Dolgo ločeni par se je dogovoril za srečanje in ko sta se srečala, se nobeden od njiju ni prepoznal. Lee je bil zdaj že blizu 80-ih, bil je suh in se je med hojo majal. Kim ga je lahko prepoznala le po njegovem nosu in glasu. Nasprotno pa je bil tudi Lee šokiran, ko je videl, da je njegova žena dobro prehranjena, saj so mu vcepili propagando, da v Južni Koreji stradajo, zaradi česar je verjel, da ni več živa. Par se je objel in jokal od sreče. Več let je bil vojak pogrešan, vendar je živel v Severni Koreji, bil izpuščen, si ustvaril novo družino in se ponovno poročil. Na dan, ko je izvedel, da je njegova prva žena še živa, je bogastvo, ki ga je zbral s prodajo skrivnosti, prepustil drugi ženi in odšel, da bi se vrnil k svojemu staremu življenju, preden je postal vojni ujetnik. Denar, ki ga je pustil za seboj, je zadostoval za nakup majhne hiše. Lee potem ni več govoril o svoji preteklosti. Zdaj sem srečen, ti si moja žena, je povedal Kim. Selitev ameriških monarhov je eno največjih čudes naravnega sveta. Nobena druga podvrsta monarha ne opravi tako dolge poti. Znanstveniki že desetletja poskušajo ugotoviti, kako metulj opravi to selitev, vendar je še vedno veliko neodgovorjenih vprašanj in skrivnosti, ki čakajo, da jih odkrijemo. Čez poletje lahko monarha najdemo po vsej Južni Kanadi in severnih Združenih državah Amerike. So eni najbolj prepoznavnih metuljev v Združenih državah Amerike. Njihova izrazita oranžno-črna barvna kombinacija je takoj prepoznavna. Toda septembra in oktobra začne ta metulj izginjati iz teh severnih območij in začne potovanje proti jugu. V naslednjih 2 do 3 mesecih se metulji zberajo le na nekaj mestih v Mehiki in Kaliforniji, kjer preživijo celo zimo, preden se poleti odpravijo nazaj proti severu. Obstaja veliko zanimivih vidikov te selitve, ki jih znanstveniki šele zdaj začenjajo razumeti. Metulji imajo običajno zelo kratek življenjski cikel in živijo le nekaj tednov. Selitev proti severu iz Mehike in Kalifornije v Kanado lahko traja več generacij. Metalji monarhi, ki oprašujejo rože v Kanadi, so pravnuki tistih, ki so bili v Mehiki. Preteče še nekaj generacij, preden pride čas za ponovno potovanje proti jugu, vendar je ta selitev zelo drugačna. Ko so pogoji pravi, se rodi tako imenovana supergeneracija. Ta generacija lahko živi od 6 do 9 mesecev. Uspe jim opraviti celotno potovanje na jug in po zimi začeti povratek na sever. Znanstveniki še vedno preučujejo, kaj natančno povzroči rojstvo te supergeneracije. Verjamejo, da je to posledica okoljskih dejavnikov, kot so temperatura ali dolžina dneva, vendar natančen mehanizem ni znan.
Na sliki je Mara Minot, 29-letna domačinka iz Kalamazooja v Michiganu, ki jo imajo za ekscentrično umetnico in lokalno aktivistko. Kot nakazujejo njena živahna oblačila ter kroglice in dragulji v njenih laseh, je Mara barvita osebnost, nezamenljiva in težko jo je spregledati. Njene umetniške sposobnosti ji niso ponudile le hobija, ampak tudi posel. Svoja dela je prodajala po mestu, pogosto v obliki zapestnic in ogrlic, podobnih tistim, ki jih nosi na tej sliki. Mara je diplomirala na Univerzi Western Michigan z magisterijem iz poslovne administracije, na kar je bila najbolj ponosna. Čeprav natančne podrobnosti niso bile razkrite, je imela ožji krog prijateljev, s katerimi nikoli ni izgubila stika. Zato so bili upravičeno zaskrbljeni, ko se jim je novembra 2025 prenehala oglašati. Minevali so meseci, ne da bi kdo videl to žensko, zato je bila podana prijava o pogrešani osebi. Njeni družinski člani so v začetku februarja letos stopili v stik s policijo v Kalamazoo. Po objavljenih informacijah so Maro nazadnje videli na ulici Portage v Kalamazoo, čeprav ni bilo potrjeno, zakaj je bila tam. To opažanje so se sicer zgodila pred meseci, vendar nihče še ni vedel, da je pogrešana oseba in kasnejša opažanja niso bila zabeležena. Ženska bi izginila s svojim prepoznavnim vozilom, bežbarvnim Mercury Montegom, letnik 2005 z registrsko tablico Maramble. Bilo je znano, da je potovala po območju Michigana in prodajala svoje umetnine. Novica se je razširila po spletu in opozorila skupnost, da je znana domačinka pogrešana, zato je veliko ljudi začelo paziti, ali jo bodo kje opazili. Ena oseba, ki je Maro zelo dobro poznala, je povedala, da jo je skoraj vsako noč videla, ko se je ustavila na počivališču za tovornjake. Domnevno naj bi v tem času bivala v svojem avtu in iz njega prodajala zapestnice ter ogrlice. Zaposleni na počivališču za tovornjake je že več mesecev niso videli. Čeprav Mara ni imela nobenih neposrednih povezav ali razlogov, da bi bila v Idahu, so preiskovalci tja usmerili svojo pozornost, potem ko so izvedeli, da je imela idahovska policija konec leta 2025 stik z Maro, domnevno v zvezi z nepojasnjeno prometno zadevo. V tem trenutku policija ni sumila kaznivega dejanja, iskanje umetnice pa se je nadaljevalo. Njena družina je poskrbela, da njeni plakati niso bili prezrti in je redno delila posodobitve na družbenih omrežjih. V času, ko so jo nazadnje videli, naj bi se Mara osredotočala na pomoč brezdomni skupnosti. Zato so preiskovalci preverjali različna taborišča in ponujali kratek opis ženske, ki je bila visoka 165 cm, nosila žive barve in imela lase do ramen. Nekaj dni po prijavi njene izginitve je končno prišlo do preboja in bilo je točno to, na kar so vsi upali. Mara Minot je bila najdena živa in zdrava. Bila je v Britanski Kolumbiji v Kanadi iz še nepotrjenih razlogov. Nobenih dodatnih podrobnosti o njeni najdbi niso razkrili. Družina se je zahvalila skupnosti in poudarila, da pogrešana ženska ni v nobeni nevarnosti in da od samega začetka primera ni bila v nobeni nevarnosti. Leta 2023 so arheologi, ki so izkopavali izgubljeno kraljevo palačo v Nemčiji, naleteli na nenavadno odkritje, ki ga niso mogli pojasniti. Dve okosti sta ležali drugo ob drugem. Eno je bilo tako ohranjeno, kot so pričakovali, za 1000 let staro okostje. Druga je bila ženska, ki je popolnoma manjkala obrazne kosti. Izkopavanja so potekala tik pred vasjo Izleben. Od leta 2021 arheologi odkrivajo ostanke zgrad iz srednjeveškega obdobja. To je bil Helfta, pomemben kraj za karolinško in otonsko dinastijo, ki sta vladali med letoma 750 in 124. Izkopavanja so se začela z veličastno katedralo, ki je bila zgrajena po ukazu Otona Velikega. Oton je vladal od leta 936 do 973 našega štetja in velja za prvega pravega svetega rimskega cesarja. V naslednjih 2 letih so arheologi odkrili domove, poslovne stavbe in celo auditorij za javne prireditve. Ena izmed najbolj osupljivih najdb pa je bila palača. Ta zgradba je imela ogrevanje s toplim zrakom in je imela veliko bolj monumentalno zasnovo kot druge stavbe na tem območju. Obdajale so jo tudi utrdbe in stolp, ki je bil zgrajen po prvotni gradnji. Po mnenju strokovnjakov je palača verjetno gostila kraljevo družino, ko so bili na tem območju. Med izkopavanjem območja okoli tega gradu so arheologi naleteli na nenavadno odkritje.
Dve osebi ste bili pokopani v grobovih, ki sta bila drug ob drugem blizu gradu. Eden od posameznikov je bil moški, ki je očitno bil pomembna oseba. Njegov pokop blizu gradu in v bližini elitnega pokopališča bi bil čast, predmeti najdeni v njegovem grobu pa so ta vtis le še utrdili. Pokopan je bil s pasno garnituro in uradno palico, podobno tistim, ki so jih nosili generali kot simbol svojega položaja. Arheologi menijo, da gre za grob dostojanstvenika in domnevajo, da je bil morda nekakšen uradnik ali upravitelj palače. Zaradi njune bližine so raziskovalci verjeli, da je bil ženski okostnjak poleg njega njegova žena, vendar ni imela nobenih grobnih pridatkov. To samo po sebi bi bilo nekoliko nenavadno. Ni bilo znakov, da bi bili grobovi moteni, kar nakazuje, da predmeti niso bili ukradeni po njenem pokopu. Eden od predlogov je bil, da je to morda bila odločitev ženske, ki je temeljila na njeni veri. Krščanstvo se je v Nemčiji že uveljavilo do 9. stoletja, vendar je bilo še vedno nekaj ljudi, ki so tradicionalne običaje mešali z bolj sodobnimi. Zdi se, da je mož te ženske nadaljeval s temi tradicionalnimi običaji, medtem ko se je ona odločila za preprostejši grob. Toda ena stvar, ki je vera ni mogla pojasniti, je bila odsotnost obraznih kosti. Zdi se, da je bila glava te ženske popolnoma izdolbena. Njene obrazne kosti in vrh lobanje so popolnoma manjkali, kar je pustilo za sabo srhljivo podobo. Kako ali zakaj se je to zgodilo, ostaja skrivnost. Ker grob ni bil moten, je malo verjetno, da so ženske obrazne kosti vzeli potem, ko je bila že pokopana. Morda je prišlo do neke škode zgolj zaradi dolgotrajnega ležanja pod zemljo. Vendar te poškodbe niso bile vidne na njenem možu, ki naj bi bil pokopan približno ob istem času. Ena od teorij je, da je morda umrla zaradi neke nesreče, ki je poškodovala tudi kosti v tem delu njenega telesa. Vendar ni mogoče z gotovostjo vedeti, saj je izkopavanje že potekalo. Kosti so bile odstranjene za nadaljnjo analizo. Arheologi pa so upali, da jim bo to dalo natančnejši datum, kdaj je par umrl, ter razkrivo več skrivnosti o njunem življenju in smrti. 46-letna Melanie Ballinger je prebivalka Wyleya v Teksasu, ki živi v 100. bloku ulice Parkwood Drive. Poročena je z Danielom Ballingerjem in imata skupaj 2 mladi hčerki. Melanie naj bi imela srčno bolezen, zaradi katere je potrebovala stalna zdravila. Za november 2024 je imela načrtovano operacijo srca, nujen medicinski poseg, ki bi ga njeno nepričakovano izginotje odložilo. Policisti policijske postaje Wiley so bili poklicani na delu ulice Parkwood Drive pri hišnih številkah 100, ker jih je v paniki pričakal Daniel. Pojasnil je, da sta se pozno 3. novembra v nedeljo z ženo pripravljala na večer in odšla spat. Tistega večera je Melanie ležala tik ob njem v njunem domu. A ko se je Daniel zbudil, je ugotovil, da njegove žene ni na njeni strani postelje. Njena denarnica, mobilni telefon in zdravila, ki so ključnega pomena za njeno zdravje, so ostali na nočni omarici. Okoli 6:35 zjutraj tistega ponedeljka so policisti vzeli izjavo moškega in prijavili pogrešano osebo. Preiskovalci so ugotovili, da so Melanijo nazadnje videli okoli 22. ure prejšnjega večera, ko sta šla s partnerjem spat. Vse njene osebne stvari, vključno z vozilom, je pustila za seboj. Organi pregona so lahko le ugibali, kaj se je zgodilo na to, a karkoli je že bilo, Melania je pogrešana in bilo jo je treba nujno najti. V prvih nekaj urah iskanja so policisti, preiskovalci, enote za iskanje s psi in helikopteri teksaškega oddelka za javno varnost prečesali območje. Izvajali so iskanje na tleh in iz zraka, vendar niso našli nobenih sledi pogrešane matere. 6. novembra, 3 dni potem, ko so jo nazadnje videli, je policija izdala obvestilo, da je iskanje še vedno aktivno in da zdaj prosijo javnost za kakršnekoli informacije. Melanie so opisali kot žensko s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Takrat je bila visoka 170 cm in je tehtala približno 61 kg. Ni bilo znano, kaj je nosila, ko je zapustila hišo. Policisti so poudarili, da so jo nazadnje videli doma, ter prosili sosede in prebivalce naj preverijo svoje nadzorne kamere v upanju, da jo bodo opazili. Dan kasneje se je situacija še poslabšala, saj je teksaško ministrstvo za javno varnost izdalo usklajen opozorilni alarm za reševanje odrasle osebe, znan tudi kot Clear Alarm. Do takrat se je območje iskanja razširilo na več področij, pri čemer so se oblasti zanašale na namige javnosti.
Preiskovalci so morali pregledati ure posnetkov iz varnostnih kamer, ko so poskušali ponovno slediti Melanijinim korakom. Da bi povečali ozaveščenost o primeru, so za pogrešano žensko pripravili bedenje. Novica se je razširila po vsej skupnosti in zdaj so vsi bili na preži. Prav ta raven ozaveščenosti bi se izkazala za ključno pri iskanju Melanie ali katerekoli druge pogrešane osebe. 9. novembra, skoraj teden dni po njenem izginotju, so našli mater 2 otrok. Prebivalec Wheeleja je naletel na hudo dehidrirano žensko v bližini Abbey Lane in Tyler Trail. Prebivalec jo je takoj prepoznal kot pogrešano žensko in nemudoma obvestil policijsko postajo Wiley. Melanie so hitro prepeljali v bližnjo bolnišnico na zdravljenje in od takrat je ponovno združena s svojo družino. Trenutno nobene dodatne podrobnosti o njenem izginotju, ki je trajalo teden dni, niso bile razkrite javnosti. Skupnost je bila preprosto vesela, da je varna. Os zla je eden najbolj nenavadnih pojavov v astrofiziki. Ne le, da nas to sili k razmisleku o našem razumevanju fizike, ampak nas lahko prisili, da podvomimo o sami resničnosti. Stoletja je znanost utrjevala eno preprosto načelo, da v vesolju ni ničesar, kar bi Zemljo ali celo naš sončni sistem naredilo posebej posebnega. Niti Zemlja, niti Sonce nista v središču vesolja ali celo naše galaksije. To je koristno za znanstvenike. Če Sonce ali Osončje ni nič posebej posebnega, ga lahko uporabimo kot model za razumevanje drugih zvezd in sistemov. Opazovanje oddaljenih zvezd nam lahko da vpogled v to, kakšno je bilo Sonce pred milijardami let. Toda znanstveniki, ki opazujejo vesolje na največjih možnih merilih, so opazili nekaj, kar nakazuje, da je nekaj posebnega glede našega položaja. Kozmično sevanje ozadja so radijski valovi, ki naj bi jih po navedbah pustil veliki pok. Ti radijski valovi obstajajo že od takrat, ko naj bi bilo vesolje staro približno 300.000 let, ko se je svetloba, ki naj bi nastala na začetku vsega, dovolj ohladila. Od takrat se je razširilo po vsem vesolju. Ko so astrofiziki pogledali v nebo, so ugotovili, da je kozmično sevanje ozadja praktično enako, kamorkoli pogledajo. Obstajajo manjša nihanja, ki jih povzročajo manjše razlike v času, ko je bilo vesolje mlado, vendar so ta naključna. Videti je podobno kot televizijski šum in majhen del običajnega televizijskega šuma je dejansko posledica kozmičnega sevanja ozadja. Toda ob natančnejšem pregledu so znanstveniki opazili, da obstaja vzorec. Kopernikov princip nakazuje, da bi moral vesolje na dovolj veliki skali izgledati enako, ne glede na to, kam pogledamo in v katero smer smo obrnjeni. En del nočnega neba je videti kot drugi. Namesto tega pa so znanstveniki ugotovili, da je nebo videti razdeljeno na 2 dela. Kozmično sevanje ozadja ima temperaturo približno 2,726 tisočink Kelvina, ne glede na to, kam pogledamo. Vendar pa obstajajo manjša nihanja v tej temperaturi. In znanstveniki so ugotovili, da je temperatura sevanja v vesolju pod ravnino Zemljine orbite nekoliko hladnejša kot temperatura sevanja nad to ravnino. Dejstvo, da je ena polovica vesolja videti nekoliko hladnejša od druge polovice, je samo po sebi kršitev Kopernikovega načela. Toda zemljevidi ozadnjega sevanja prikazujejo jasno ukrivljeno črto, ki dokazuje, da ta razdelitev obstaja. A dejstvo, da se zdi, da se popolnoma ujema z ravnino Osončja, je še bolj nenavadno. To ne pomeni le, da obstajata 2 polovici vesolja, kar bi bilo samo po sebi zanimivo in morda revolucionarno, ampak pravi tudi, da se Sonce, Zemlja in drugi planeti nahajajo točno na točki, kjer pride do te razdelitve. Poudarja pomen našega Osončja, za katerega vse druge znanstvene teorije pravijo, da ne bi smelo biti nič posebnega. Znanstveniki so to poimenovali os zla, saj se je zdelo, da ruši naše razumevanje vesolja. Kozmično mikrovalovno sevanje ni edini dokaz za obstoj osi zla. Znanstveniki so odkrili tudi druge vzorce, ki se zdi, da so poravnani s to osjo, na primer smer vrtenja spiralnih krakov galaksij. Do zdaj še ni bilo zadovoljivega odgovora, zakaj ta os sploh obstaja. Ena od teorij je, da je težava v samih podatkih ali pa je nekaj narobe z eksperimenti. Izvedli so več krogov zbiranja podatkov, da bi poskušali odpraviti os zla, vendar se ta še vedno pojavlja. Morda je nekaj narobe pri zbiranju teh podatkov za Zemlje in če bi opazovali kozmično mikrovalovno ozadje iz drugega dela vesolja, bi ugotovili, da os sploh ne obstaja.
Toda to je nekaj, kar bodo lahko določili šele prihodnji poskusi. Možno je, da je naše razumevanje tega, kaj kozmično mikrovalovno ozadje sploh je, dejansko napačno. Če bi bilo kozmično mikrovalovno ozadje bolj povezano z našim lastnim sončnim sistemom, kot pa z nečim resnično kozmičnim, bi to pojasnilo, zakaj se zdi, da se ujema s to ravnino. 12. februarja 1995 se je Alec Jaden Fishman rodil v majhni povezani družini. Odraščal je v Hendersonu v Nevadi in je ostal tesno povezan s svojo družino tudi v odrasli dobi. O ozadju Aleca ni znanega veliko več. Naslednje poglavje njegove življenjske zgodbe pa se nadaljuje konec leta 2023. V tem času je njegova ljubeča družina, še posebej njegova mati, Tammy Haskett Anderson, postala njegova odločna zagovornica, ko je skrivnostno izginil. 27-letni Alec je staršem povedal, da bo odšel v Denver v Coloradu, kjer bo obiskal nekaj prijateljev, nato pa se bo odpravil v San Francisco v Kaliforniji, da bi se srečal z bivšo punco. Obiskal jo bo za približno 3 tedne. 27. septembra je vkrcal na let iz Las Vegasa v Nevadi v Denver, kjer je imel 10-urno postanek. Končno bi se lahko vkrcal na naslednji let, ki bi ga popeljal v San Francisco. Tok dogodkov in načrti pa bi se nenadoma ustavili, ko naj bi Aleca tik pred načrtovanim odhodom prosili, naj zapusti letalo. Po navedbah varnostne službe letalske družbe naj bi povzročil nelagodje drugemu potniku. Namesto da bi se vkrcal na nov let, je zapustil mednarodno letališče Denver z liftom. Nato so ga izsledili v hotelu Econo Lodge ob avtocesti 70 v bližnji Aurori v Koloradu. V ta hotel se je prijavil ob 2:13 zjutraj, 28. Le nekaj več kot 8 ur kasneje, ob 10:49 dopoldne. Odjavil se je iz hotela Econo Lodge in so ga ujeli nadzorni kamerami. Varnostne kamere so ga ujele, ko je peš zapustil hotel. Od tam naprej pa se je za njim izgubila vsaka sled in nihče iz Alexove družine od takrat ni slišal zanj. Minilo je nekaj dni, ne da bi se Tammy oglasil njen sin in skrb je začela naraščati. Nato je bila pri policijski upravi metropolitanskega območja Las Vegasa vložena prijava o pogrešani osebi, kar je sprožilo takojšnjo preiskavo. Preiskovalci so ugotovili, da je pogrešani moški nazadnje uporabil svoj mobilni telefon na dan, ko se je odjavil iz hotela Econo Lodge, čeprav je bil telefon aktiven še naslednja 2 dni, nato pa so domnevali, da se je izpraznila baterija. Alexova mati je opazila, da je bilo na posnetku videti neznanega moškega, ki je hodil za njim. Policija je verjela, da je bil le še en gost hotela in niso imeli razloga, da bi sumili, da je bil vpleten v izginotje. Tammy in njen mož Tim sta začela sodelovati z neprofitno organizacijo, ki je družinam, kot je bila njuna, pomagala pri iskanju s pomočjo psov. Iskalni psi so bili pripeljani v Econo Lodge, eden izmed njih pa jih je vodil do bližnjega jezera. Pes je sedel na robu jezera in s tem nakazal, da je zaznal vonj. Nato je gasilska enota iz Denverja poslala potapljače v jezero, vendar niso našli nobenih dokazov o Alecu ali njegovih osebnih predmetih v vodi. Še 2 psa sta preiskovalce pripeljala na isto mesto, kar je spodbudilo drugo iskanje, ki pa prav tako ni dalo rezultatov. Ekipa je nato zaključila, da je moral Alec med bivanjem v hotelu nekega trenutka obiskati jezero. Skoraj mesec dni pred tem ni bilo nobenih novosti v primeru, vendar je Alecova družina še naprej se zavzemala zanj, širila njegovo zgodbo, kolikor je bilo mogoče, in večkrat pozvala k posredovanju kakršnihkoli informacij, ki bi lahko vodile do tega, kje je. Opisali so ga kot osebo z rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Bil je visok približno 168 cm in je tehtal okoli 68 kg v tistem času. Ko je izginil, je imel tudi brke in brado, morda kozjo bradico. Alec je imel tudi več prepoznavnih značilnosti, vključno z več tetovažami. Joshua 19 je imel tetoviran na desnem podlakti, na levem gležnju pa je imel tetovažo ladje v steklenici. Na prsih je imel tudi hebrejske črke, na levem ramenu pa 2 ribi. Nazadnje so ga opazili v črni majici, rjasto obarvanem puloverju s kapuco in sivih platnenih čevljih z zelenimi vezalkami. Pri sebi je imel tudi zelen nahrbtnik. Nenavadno je, da so 23. oktobra policiste vodili v Oakland v Kaliforniji, kjer se je nepričakovano pojavil mobilni telefon, ki je pripadal Alecu. To je bilo približno 1980 km od kraja, kjer naj bi ga nazadnje videli. Prav zaradi te sledi so preiskovalci odkrili še nekaj, kar je bilo resnično zaskrbljujoče.
Domnevno je v Oaklandu živel nekdo, ki se je izdajal za Aleka in prek različnih aplikacij zahteval denar. Razvijajočo se preiskavo so devili na družbenih omrežjih, vključno z različnimi stranmi za pogrešane osebe na Facebooku, v upanju, da bi se kdo oglasil z informacijami. Primer je naslednje 4 mesece miroval, dokler ni bilo 26. februarja 2024 na Tamminem Facebooku objavljeno nepričakovano razkritje. Alek je bil najden in bil je varen ter v dobrem stanju. Družina ni razkriva nobenih podrobnosti o tem, kje je bil pogrešani moški v zadnjih 4 mesecih. Ponudili pa so ganljivo fotografijo družinskih članov in nekdanjega pogrešanega Aleka, Jadena Fishmana. Njegovi bližnji so se na to zahvalili skupnosti za širjenje ozaveščenosti o primeru, kar je na koncu pripeljalo do njegove vrnitve. Brez vaše pomoči morda ne bi bili ponovno združeni. Ozaveščenost je najpomembnejša, ko pogrešaš ljubljeno osebo, kot so povedali. Temni kisik je ime za kisik, ki se zdi, da nastaja na morskem dnu. Ustvarjen je na mestu, kamor sončna svetloba ne more prodreti, kar pomeni, da mora biti način nastanka nekaj, česar znanstveniki še nikoli niso videli v naravi. Toda način, kako deluje, bi lahko spremenil naše razumevanje življenja na teh temnih mestih in morda tudi življenja na drugih svetovih. Večina kisika, ki ga lahko dihamo na Zemlji, nastane skozi biološki proces fotosinteze. Rastline in mikroskopski organizmi, kot je fitoplankton, uporabljajo sončno svetlobo in ogljikov dioksid za proizvodnjo energije, ter kot stranski produkt sproščajo kisik. Sončeva svetloba je ključen del enačbe, zato se to lahko zgodi le tam, kamor seže svetloba. Sončeva svetloba prodre le v prvih 1000 metrov oceana. Potem je pretemno, da bi lahko potekala fotosinteza. Kisik na teh globljih ravneh prihaja z površja, potisnjen navzdol s tokom. Toda leta 2024 je skupina znanstvenikov razkriva, da morda obstaja še en vir kisika v teh temnih plasteh oceana. Znanstveniki, ki so preučevali kovinske gomolje na morskem dnu, so v rezultatih svojih poskusov opazili nekaj nenavadnega. Ti gomolji so približno velikosti krompirja in so večinoma sestavljeni iz mangana in železa. Vendar pa gomolji vsebujejo tudi koncentracije niklja, bakra, kobalta in redkih zemeljskih kovin. Vse te kovine postajajo vedno bolj nujne za sodobno življenje, saj jih najdemo v številnih elektronskih napravah. Številna podjetja za globoko morsko rudarjenje so izvedla raziskave, da bi ugotovila izvedljivost projektov in rudnikov na teh območjih. Ena od teh raziskav na območju znanem kot območje Clarion-Clipperton je prinesla nenavadne rezultate. Pri poskusih so posebne komore poslali na morsko dno, da bi izmerili različne dejavnike. Sčasoma se je raven kisika v vodi brez kakršnekoli razlage povečala. Po besedah znanstvenikov, ki so sodelovali v raziskavi, so jih rezultati več let begali. Niso mogli pojasniti izvora kisika in so bili zadržani pri objavi svojih ugotovitev. Leta 2024 so končno razkrili informacije javnosti. Kako se je količina kisika povečala, še vedno ni znano, vendar so znanstveniki predlagali, da bi za to lahko bili odgovorni kovinski gomolji. Elektroliza je postopek, pri katerem se voda razgradi na ločene molekule vodika in kisika. Zato je potrebna velika količina energije in elektrike. Vendar so raziskovalci predlagali, da so imeli gomolji lahko nabito površino, kar omogoča, da do procesa pride. Možno je tudi, da v globokem morju poteka kakšen drug biološki proces, ki ga doslej še nismo opazili. Drugi znanstveniki so glede rezultatov skeptični. V letošnjem letu je bilo objavljeno mnenje, da bi proces elektrolize kršil zakone termodinamike. Zdi se, da ustvarja energijo, kar ne bi smelo biti mogoče. Znanstveniki v tem članku so predlagali, da je bil vir kisika eksperimentalna napaka, na primer zračni mehurček z površine, ki se je ujel na površini. Tisti, ki so sodelovali v prvotnem poskusu, so to trditev ovrgli. Potekajo novi poskusi, da bi poskušali tej skrivnosti priti do dna. Izdelana sta bila 2 nova pristajalnika, ki bosta v prihodnjih letih poslana v območje Clarion-Clipperton. Možno je, da bi ti poskusi lahko potrdili, da je tako imenovani temni kisik zgolj eksperimentalna napaka. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.